Lep pozdrav, danes bi povedal par stvari o iskrenosti. Zakaj imamo Slovenci tak velik problem z iskrenostjo? Že od malih nog poslušamo, kaj si bo pa on rekel, obremenjeni smo s sosedi, ne smemo nikomur nič povedati, ampak dejansko, če je nekaj res, če je nekaj resnica, potem je to resnica, ne glede na to, kaj si bo on mislil. Imamo v družbi nekoga, ki smrdi, karkoli že to pomeni. Se pač neprijeten telesni vonj, se ne umiva, ne zna poskrbeti zase. Kako naj mu rečem, kako naj mu to povem, da ne bo zameril. In potem nihče ne pove. In vsi samo za hrbtom opravljamo, poglej ga unga, kako smrdi in tako naprej. Če nekaj smrdi, če nekaj ni v redu, potem poveš. Seveda moraš najti način, kako to poveš. Ti oprosti, poglej, ampak kaj bi lahko nekaj naredil v tej smeri. Karkoli že to pomeni. Kdo je dejansko pravi prijatelj? Je pravi prijatelj tisti, ki te podpira v tistem, kar delaš, ali je pravi prijatelj tisti, ki te podpira v resnici? Poglej, ta zadeva ti ne štima, daj probaj nekaj narediti, daj probaj nekaj spremeniti. Seveda rečemo, resnica boli, ampak po drugi strani tudi resnica osvobaja. Ampak resnica, velikokrat rečem, je kot hrana. Surovo hrano ne moremo nekomu vršiti v glavo. Ampak če pač hrano lepo pripravimo, jo dekoriramo in postrežemo na krožniku, potem je hrana absolutno dobro prebavljiva. In jo z užitkom pojemo. Isto je za resnico. Če nekomu damo nek surov zrezek, tukaj imaš zdaj pa dejansko delaj z njim, potem je seveda problem. Ampak če ga pa lepo zapečemo in potem dekoriramo in serviramo, potem je pa zadeva čisto drugačna. Tako da dejansko moramo iti preko sebe, moramo iti preko naših zavor, kaj bodo pa drugi rekli, kaj bodo si pa mislili. Naj si mislijo, kar si hočejo. Pomembno je, da dejansko jaz zastopam resnico, da živim resnico in na ta način pomagam sebi in vsem okrog sebe. Pa pravi prijatelj je tisti, ki ti pomaga, da se premakneš naprej. Ne tisti, ki uživa s tabo v tvojem dreku, v tvojih pač karkoli si že zamisliš in misliš, da si. Pravi prijatelj je tisti, ki ti pove, poglej, zadeva je taka, tukaj ti stvari ne štimajo, daj naredi nekaj, premakni se naprej. In ne glede na to, kaj si bo on mislil, vedno nas je strah, kako naj mu to povem, ali bo mogoče izgubil prijatelja. Ampak če si izgubil prijatelja, pomeni, da dejansko sploh nista bila prijatelja. In dejansko, ko greš naprej po poti svoje osebne rasti, ugotoviš, da včasih postane precej samotno in včasih izgubiš nekatere prijatelje. In potem, ko pogledaš nazaj, ugotoviš, da dejansko to sploh niso bili pravi prijatelji. Tako da želim vam obilo iskrenosti, obilo pravih prijateljev.